med pridelovanjem dobrin na določenem področju sveta in med svetovnim razvojem kapitalizma. Zdaj, verjetno tudi marsikdo od vas ni vedel, kje vse se nahaja palmovo olje, v katerih izdelkih vse, ne, od marsikaterih izdelkov. Pravzaprav, če boste zdaj pozorne, boste ugotovili, da pravzaprav veliko izdelkov, ki jih boste vzeli v roko, če boste brali deklaracijo, boste ugotovili, da je palmovo olje ena izmed sestavin. In potem tudi šamponi, mila in tako naprej so izdelki, ki vsebujejo palmovo olje. In pravzaprav danes je tako, da se zelo malo sprašujemo o poreklu izdelkov, ki jih kupujemo, zelo malokrat beremo deklaracije, če pa že, pa se pri tem tudi ustavimo. Le malokrat pa se vprašamo tudi o tem, kateri mehanizmi pa vse so v ozadju tega izdelka. Kdo vse je bil vključen v predelovanje tega izdelka, kaj to pomeni za ekonomijo tiste države, v kateri je bil izdelek pridelan, oziroma v globalnem smislu, kaj to pomeni za ekonomijo drugih bogatejših držav, imperialističnih velesil, na primer. In kaj dejansko to pomeni za ljudi, ki so v ta sistem proizvodnje ujeti. To je eno vprašanje, ki si ga ne zastavljamo. Druga stvar pa je ta, da pravzaprav to, da recimo palmovo olje v pretežni meri izvira iz Indonezije, vzamemo kot samo sebi umevno in dejansko tega dejstva ne preizprašujemo in se ne vprašamo, če dejansko nasadi palm in seveda tako gromozanske, tako vseobsegajoče plantaže palm, kot smo jih recimo videli na posnetku, ali je to res v skladu z naravnimi danostmi. No, kot smo videli v tem filmu, seveda ni, ne, ampak je seveda povezano z razvojem svetovnega kapitalizma in mogoče bi prav kot mogoče uvod v prvo temo najine diskusije navedla del govora, ki ga je imel Marx o vprašanju proste trgovine leta 1848. In sicer je dejal: mogoče verjamete, gospodje, da je pridelava kave in sladkorja naravna usoda zahodne Indije. Pred 2 stoletjema se tam narava ni ozirala na trgovino in ni zasadila niti kakavovcev, niti sladkornega trsa. No, boš se mogoče lahko navezala na ta citat? Ja, tudi mogoče v zvezi s palmovim oljem, seveda. Recimo palmovo olje je postalo komercialna dobrina že v 19. stoletju, pa tudi že prej, in sicer, ko je postal komercialna dobrina, pomeni, da so ga zahodne tvrtke oziroma pač takrat še zahodni kolonialisti uporabili za hrano, za prevažanje sužnjev čez Atlantik. Torej, to je bila prva komercialna uporaba palmovega olja in potem v 60. letih v 20. stoletju pa se je uveljavil kot plantažna rastlina s prenosom v Indonezijo in Malazijo. Torej, kaj želim s tem povedati? Palmovo olje je ena izmed kolonialnih dobrin ali pa ena izmed kolonialnih produktov in kolonializem je seveda sestavni del kapitalistične ekspanzije, kajti kapitalizem rabi nove resurse, rabi dostop do ne samo dostop, ampak kontrolo nad resursi, s tem tudi kontrolo nad delovno silo in seveda nad celotno trgovinsko shemo. Tukaj sem, da bi vam bolj približala, kako kapitalizem deluje v navezavi z imperializmom in seveda s kolonialnimi izdelki. Tukaj se prikaže prva taka kolonialna trgovina, ki je bila sestavni del kapitalistične ekspanzije v Angliji. Gre seveda za tako imenovano trgovino s sužnji, ki je bil tako tripartitni proces pravzaprav. Zato imenujemo tudi to trgovino trikotnika. Kako se je začelo? Torej iz Anglije, iz Liverpoola, pa drugih mest, tudi iz Londona, so seveda v Afriko izvažali izdelke, kot so bili pač smodnik in še nekateri drugi izdelki, do neke mere, še nekateri drugi izdelki, s katerimi so uničili pravzaprav lokalni trg in na ta način so dosegli popolno preplavitev oziroma zasedbo domačega trga. V zameno za te produkte, ki so jih potem v Afriki oziroma na zahodnem delu Afrike izkrcali, so dobili sužnje in sužnji so potem bili prodani
v ZDA, v Latinski Ameriki. V zameno pa so na te ladje potem nalagali kolonialne produkte, kot je bil tobak, sladkor in bombaž. Bombaž je bil seveda sestavni del kapitalistične ekspansije, kajti tako so prosperirale predilnice oziroma tako se je vzpostavila tekstilna industrija v Angliji, s katero so potem prodrli na tržišče Latinske Amerike, kjer so uničili domače izdelovalce tekstila, tako da Argentina in Južna Amerika, predvsem Argentina, sta ob koncu 19. stoletja bili popolnoma odvisni od tekstilnega trga, tekstilnih izdelkov, kot so bili sproducirani seveda v Angliji. Zakaj to govorim? Sužnje lastništvo ali pa suženjsko delo je sestavni del kapitalizma, torej sužnje lastništvo ni ločen sistem, ampak sta med sabo sovpadna, gre pač za različne oblike rangiranja in segmentacije, različno izkoriščene, ampak še vedno skupno izkoriščene delovne sile. Torej, najbolj intenzivno delo se je vedno preneslo na tako imenovane periferne države oziroma kolonije in ta postopek, ta cikl se ponavlja danes z novimi fazami. Torej, mogoče danes ne gre več samo za tipične agrarne produkte in monokulture, ampak gre tudi za industrijsko intenzivno delo, ki se absolutno prenaša v novodobne kolonije, ki so lahko sicer samostojne države, ampak v bistvu so upravljene se strani Mednarodnega denarnega sklada pa še drugih finančnih inštitucij. No, zdaj, ko si omenila, da je suženjstvo oziroma suženje lastništvo pravzaprav sestavni del kapitalističnega sistema, bi pa mogoče še pokazala na razmerje med suženjskim in mezdnim delom? Ja, recimo, če se potem obrnemo na ZDA same, ker je bil ta konflikt oziroma jasen, torej konflikt med plantažami na jugu in severno ekonomijo. V glavnem sužnje lastništvo ni bilo več donosno, kot bi takrat rekli, zaradi tega, ker pač sužnje je bilo treba tudi obleči, zanje je bilo potrebno poskrbeti. S tem, ko pa pridete na mezdno suženjstvo, pač pomeni, da do neke mere dostavite nekaj gre pač za neko osnovno monetarno izmenjavo, ampak plača je še vedno nižja ali pa je minimalna, tako da to pomeni, da za vse ostalo mora seveda poskrbeti delavec sam, ker pač nima primerne plače, ker je to podplačano, pomeni, da se tu finančni sektor zraven pritakne in kar pomeni akumulacijo dolgov. Torej akumulacijo dolgov za bazične dobrine. Dan današnji, recimo, da svetovne privatne banke se specializirajo med drugim ne samo za hipoteke in za špekulacije in preprodaje derivativov, ampak se recimo tudi specializirajo za ponujanje posebnih storitev v zvezi s kreditnimi karticami, ki jih namenjajo predvsem kratko zaposlenim ali pa podzaposlenim, ker vedo, da je to oblika podaljšanega dolga. V bistvu delavci se na ta način prisili, da bodo zaradi dolga, ki ga imajo, itak sprejeli kakršnokoli delo, zato tudi večji pristanek na fleksibilizacijo. Torej gre za dve kategoriji, na katere se danes osredotočajo banke, torej eno so podzaposleni ali pa pomanjkljivo zaposleni, da se na ta način preko kreditnih kartic ustvarja dodaten dolg in seveda banke zaračunajo ravno zaračunajo oziroma dobijo profit ravno na račun tako imenovane članarine ali pa pač teh uporabniških, kar to zaračunajo. Torej gre za cel cikl, ne gre samo, da ko govorimo o nekem produktu, torej ta kolonialni produkt, recimo palmovo olje, pa je sestavni del cenejše hrane. Torej gre zopet za cikl eksploatacije, ker pač tisti, ki so podplačani na zahodu, se morajo tudi naslanjati na druge vire hrane. Potem bi lahko pravzaprav upravičeno rekli, da odprava suženjstva ni bila progresivna poteza v smislu prizadevanja za odpravo izkoriščanja, ampak je bila čisto profitabilna poteza. Imela je svojo ekonomsko logiko. Ja. Šlo je pač za spopad med različnimi lastniškimi frakcijami. In seveda, ko je tudi severni kapital v ZDA prišel na jug, je pravzaprav tudi sam prevzel plantaže nekatere. Torej vse te plantažne familije se niso ohranile intakte, takšne, kot so obstajale pred civilno vojno.
No, svetovni razvoj kapitalizma je pa ustvaril tudi mednarodno delitev dela. Ta pa poteka tako, da se pravzaprav določene države specializirajo za to, da bogatijo, da služijo in druge, da izgubljajo. In kot smo videli, Indonezija se je očitno specializirala za to, da izgublja, kot so se pred časom že specializirale države Latinske Amerike. Pravzaprav, kot smo videli tudi v filmu, vse to blago pridelano na toliko plantažah pravzaprav ni namenjeno tem državam, kjer je proizvedeno, ampak pravzaprav mednarodnemu trgu, kjer pa pravzaprav bogate države z njegovo potrošnjo zaslužijo veliko več, kot pa države, kjer se proizvaja z njegovo proizvodnjo. No, po neoliberalni predpostavki so individualne svoboščine zagotovljene s svobodnim trgom in svobodno trgovino. No in zdaj moje naslednje vprašanje je, kaj pa svobodna trgovina pomeni za vse tiste, ki se jim morajo uklanjati? Torej, kakšno je torej razmerje med svobodo trgovine in svobodo teh, ki se tej trgovini uklanjajo? Da, svobodna trgovina je seveda eufemizem pravzaprav za nesvobodno trgovino, kot mi vsi vemo, kajti vsi ti, samo angleščina mi danes gre po glavi, se vam čisto oproščam. Vse te trgovinske pogodbe, ki jih seveda implementirajo finančne inštitucije na čelu s Svetovno banko in Mednarodnim denarnim skladom, so nastavljene tako, da se pravzaprav zahodnoevropske trge še vedno ščiti. Torej, multinacionalke, ki so stacionirane v zahodnoevropskih državah, svoje trge še vedno ščitijo in regulirajo, medtem ko za periferne države tarife in regulacije in zaščite ukinjajo. Recimo tak primer je NAFTA, to je North American Free Trade Agreement, ki se direktno aplicira na latinsko-ameriške države. In to recimo pomeni, da te države so prisiljene ukiniti recimo uvozne kvote, prav tako so prisiljene ukiniti carine oziroma davke ali pa jih minimalizirati. To pomeni seveda obratno, pa temu ni tako. Namreč dostop latinsko-ameriških držav recimo do ameriškega trga je izrazito omejen. Omejen je tudi samo na določena podjetja ali pa na določene panoge in to še z izrazito eskalatoričnimi tarifami pravzaprav. Torej, to prvič je to enosmerno. Drugič pa to pomeni, da ko se odprejo te meje, imajo ameriški konzorciji neposreden dostop do trga, ki ga preprosto zasujejo z namerno podcenjenimi dobrinami, na račun česar seveda potem lahko uničijo domače proizvajalce, vključno seveda tudi z lokalnimi kmeti. Recimo primer tega so subvencije za koruzo oziroma velik problem tega, zakaj so v Mehiki bili masovno razlaščeni kmetje, ki so se ukvarjali s pridelavo koruze, ravno na račun liberalizacije trga. Pomeni, da je potem na mehiški trg vstopila ameriška koruza, ki je bogato subvencionirana s strani davkoplačevalskega denarja za privatne konzorcije. Torej, ti privatni konzorciji pravzaprav parazitirajo na davkoplačevalskem denarju in vemo, da v Ameriki in tudi pri nas bo vedno bolj tako, da ta davkoplačevalski denar polnijo pravzaprav srednji in pa delavski sloj, seveda nikakor pa ne kapital sam, ki v Ameriki je davek na dobiček eden izmed najnižjih na svetu, 9,8%. Pri nas recimo je to padlo zdaj z 20% na 17%, potem bo padlo na 15% in to pomeni na leto vsaj 50 milijonski primanjkljaj v proračunu, vsaj po minimalnih postavkah. Torej, to pomeni, da ta koruza oziroma te privatne konzorcije pravzaprav subvencionirajo tisti, ki so tudi znotraj tega ameriškega sistema izkoriščeni, najbolj izkoriščeni. Ko je ta koruza subvencionirana, pomeni, da vi lahko avtomatično dosegate najnižje cene in seveda tako tudi te produkte plasirate na trg v Latinske Amerike, recimo v Mehiki je to bilo, kar pomeni istočasno pa je bilo Mehiki naloženo, da naj ukine subvencije za svoje lastne kmete, kajti to pomeni liberalizacija. In seveda kmetje niso bili več zaščiteni, niso mogli tekmovati naproti tako poceni koruzi in prišlo je do masovnega propasta mehiških kmetov, ki so se ukvarjali s proizvodnjo koruze. To je seveda pomenilo, da je tudi ta zemlja postala
ker so jo bili prisiljeni prodati pod ceno, pomeni, da so bili na nek način razlaščeni in seveda na ta način se je ustvarjala tudi rezervna delovna sila za tako imenovane švic-tovarne oziroma sweatshops. Torej, kako pridemo tudi do migracijske delovne sile ravno na račun takega orkestriranega marketinškega pritiska in seveda izkoriščanja. Pri palmovem olju je pravzaprav isto, kot ste videli, je pravzaprav trik isti. Vse povsod je pač isto aplicirano v tem smislu, da se ukine tarife, da se ukine protekcije za lokalno prebivalstvo, hkrati se pa uvede benefite za tuje korporacije, ki recimo imajo najnižje plačevanje davkov ali pa so sploh izključene, upravičene plačevanje davkov. Recimo za ameriške korporacije je povprečen davek le 3% na dobiček, s tem, da seveda si najprej pravzaprav prostor prilastijo in prilastijo tudi naravne resurse. In še od tistega dobička, ta denar, ki se odvaja, ponavadi gre v vzpostavljanje infrastrukture prav za potrebe teh konzorcijev. Kot ste pač videli tukajle, gre za izgradnjo cele mreže cest, avtocest, cest, ki pač vodijo do teh resursov, ki se jih sistematično izkorišča. Torej v vseh pogledih je lokalno prebivalstvo na izgubi. Ne samo to, pravzaprav je deplasirano. In s tem, ko izgubijo pač dostop do naravnih virov, pomeni, da tudi sami postanijo, tako kot ti prebivalci, sami postanijo lahko samo še podcenjena delovna sila, prav za te multinacionalke, ki so jih razlastile. No, mogoče bi se nekoliko podrobneje ustavili pri sami strukturi plantaže. Zdaj, jaz mislim, da lahko ta tip plantaž, ki smo jih videli tukaj v tem dokumentarcu, imenujemo neokolonialne plantaže, saj so dejansko povsem podrejene potrebam mednarodnega trga in hkrati financirane strani mednarodnih finančnih institucij. In tudi notranjo strukturo te plantaže, mislim, da povsem legitimno primerjamo z notranjo strukturo kapitalističnega podjetja, ki služi trgu, ki ga na mednarodni ravni oblikujejo imperialistične velesile. No, kot dopolnilo temu je še pomembno povedati, ko so lokalni kmetje razlaščeni, pomeni, da ni več samostojnega in samozadostnega kmetijstva oskrbe s hrano. In seveda to razlastninjenje pomeni pravzaprav po eni strani ustvarjanje cenene delovne sile, po drugi strani pa še dodatno odpiranje države za izdelke, torej končne produkte, ki seveda neobhodno potem začnejo prihajati iz Zahoda. In to je potem tudi dvojna okupacija v smislu naravnih resursov in hkrati tudi okupacija trga. To pomeni tudi zviševanje zadolženosti samih držav, ker seveda sedaj nimajo samooskrbe, ni več lokalna ekonomija tista, ki je kapilarno prežeta in so različne vrste služb, ki jih ta lokalna ekonomija ustvarja, ampak to pomeni, da je tudi cena edine dobrine, ki jo izvažajo, podrejena mehanizmom zakonitosti, kot jih določajo finančne inštitucije na Zahodu, in tu gre za velike fluktuacije v cenah samih. Tako da tudi te države s prodajo teh izdelkov v bistvu ne morejo ustrezno pokrivati dolga. To je pač potem večno suženjstvo. Kar se pa organizacije plantaž tiče, pa imamo pravzaprav dva pristopa, kako do teh plantaž sploh pridemo, kar imenujemo tudi oblika uzurpacije oziroma apropriacije nečesa, kar pripada po pravici nekomu drugemu. Prvi način je tak, ki je bil tu opisan na kratko, in sicer, da preprosto, da se vzpostavijo državne inštitucije, ki na podlagi dekretov preprosto pozasebijo to, kar je skupno dobro, v korist seveda tako imenovanih zunanjih vlagateljev. Druga možnost pa je, da in na ta način, ko se pač vse tam razlastnini, se jih avtomatično ali prežene z teritorija, istočasno pa se določen delež prebivalstva obdrži kot novo mezdno delovno silo. Drugi način je pa ta, da lahko govorijo o trajnostnem razvoju, kar pomeni, da ljudi ne deplasirajo, ampak jih spremenijo v podizvajalce oziroma kmete podizvajalce, tako imenovane male lastnike.
Ampak kaj to pomeni? Ta proporcija lastništva je vedno tak, da ponavadi 20% zemlje, ki je sicer poprejšnje skupno dobro, last celotne skupnosti, je dodeljeno v last skupnosti, 80% pa pride potem v last zasebne tvrtke, to je tujih vlagateljev. Istočasno te kompanije dobijo tako imenovani denar za vlaganje, ki ga ponavadi, ki ga ne najamejo same, ampak morajo ta denar za njih najeti države same, kjer njihove operacije potekajo. To pomeni, da se stroški, ki so povezani z infrastrukturo in podobnimi zadevami, zopet prenašajo na države same oziroma na tamkajšnje davkoplačevalce, medtem ko pač multinacionalke prevzemajo v roke samoupravljanje. In kaj to pomeni? Ponavadi to pomeni, da tisti, ki so bili razlastninjeni, morajo vzeti kredit, kot jim ga nudi pač centralno podjetje preko same države. Torej, država ta kredit najame, potem je ponavadi postopek tak, da ga naprej pošlje komercialnim bankam, ki to zaračunajo v Indoneziji, konkretno obresti, ki so do 7%, in na to potem mali kmetje, kot se sedaj imenujejo, prevzemajo te kredite, da vlagajo v infrastrukturo, ki je potrebna za zagon in vzdrževanje teh palmovih plantaž samih, kar pomeni, da gre za obliko temu, kar smo tudi mi že poznali, torej temu se je reklo koloni. V bistvu, da je kmet najemnik, ampak je najemnik na lastni zemlji pravzaprav. In to med drugim tudi pomeni, da v zakupu ima pravzaprav to zemljo podjetje, kateremu je bila dodeljena koncesija lastništva, in to ponavadi traja od 30 do 99 let, kar pomeni, da gre za popolno pozasebljenje, torej popolno uzurpacijo. Notranja organizacija plantaže je torej lahko taka, da imamo male kmete, ki pač, oziroma ljudi, ki so razlaščeni in pač morajo prisostvovati pri svojem lastnem izkoriščanju preko ogromnih kreditov, ki so jih prisiljeni najeti za to, da pač vzdržujejo svoje male kmetije, medtem ko seveda z produkti upravlja in tudi palme, posamezne palme si bodo lastili oziroma bodo imeli v lasti deležniki krovnega podjetja iz tujine. Lahko je torej tudi tuji investitorji. Ponavadi bodo potem rekli, da po 15 letih, lahko je še kakšna druga pogodba, in bodo rekli, da po 15 ali pa 25 letih palme pridejo v upravljanje lokalne skupnosti, ampak takrat te palme seveda niso več rodne, kar pomeni preprosto, da jih je treba posekati, in ta strošek sečnje na ta način multinacionalke prenesejo pravzaprav na delavce, ki jih že sami izčrpavajo. Kar se tiče pa najetih delavcev, ponavadi na teh plantažah gre za dvoje kategorij delavcev, ki jih ustvarijo. Prva kategorija so od zunaj najeti kmetje, ki so izgubili svojo zemljo po katerem drugem kanalu zaradi tudi delovanja drugih multinacionalk ali pa ta istih na drugem območju, in namerno pač vnesejo na to področje ljudi od zunaj zaradi tega, da ohromijo lokalno skupnost oziroma da jo sfragmentirajo in na ta način povzročijo konflikte med od zunaj prišlimi in pa tistimi, ki so lokalni lastniki. Potem pa nadalje delijo delovno silo na kajti tudi ti tako imenovani najemniki od zunaj vstopijo v ta sistem po istem sistemu kot lokalni, torej tudi oni morajo vzeti določene kredite za to, da se to obnavlja. No, potem pa znotraj tega imamo zopet dve kategoriji, in sicer imamo en mali delček za zaposlenih za nedoločen čas ali pa stalnih delavcev, večji delež pa so tako imenovani delavci, ki so zaposleni po dnevnih postavkah, torej iz dneva v dan. To pomeni, da seveda nimajo plačanih zdravstvenih prispevkov in predvsem je to oblika dela, ki je naložena ženskam, kajti na ta način, in to je eksplicitno vneseno v te postavke, se delodajalci izognejo plačilu morebitnega porodniškega dopusta. Torej, gre predvsem za fleksibilno obliko dela,
in še večjo eksploatacijo, kajti to pomeni, da tudi nimaš pravice kot fleksibilen delavec nimaš pravice do vzpostavljanja sindikalnega gibanja in podobno. No, še marsikaj drugega je, ampak gre za hierarhično razslojevanje in seveda plačilo znaša od 1,5 do približno $2 na dan za takšno delo. Medtem, če pa te kompanije oziroma te družbe sploh ponujajo kakršnokoli denarno nadomestilo za uporabo zemljišč, bodo navadi ponudile $5 na hektar za leto. Torej, lahko pogledamo potem razmerje v plačilu in v domnevni kompenzaciji, ki je samo legalizacija, uzurpacija, apropriacije. No, je pa eksploatacija v premo sorazmernem razmerju s konzumacijo. Da. Ja, in Eduardo Galeano je v knjigi Odprte žile Latinske Amerike zapisal, bolj ko je svetovni trg hlepel po kakem proizvodu, večjo nesrečo je ta prinesel latinskoameriškemu ljudstvu, ki ga je svojo žrtvijo ustvarila. To pravzaprav velja za vsa področja, tovrstne eksploatacije in notranje hierarhizacije, o kateri si zdaj ravno kar govorila. No, jaz pa predlagam, da si pravzaprav ravno temu na rob, kar si povedala, pogledamo še en posnetek, pravzaprav izpovedi. Ta posnetek, ker v dokumentarec, ki smo si ga prej ogledali, niso bile vključene konkretne izpovedi ljudi, ki so dejansko ujeti v ta sistem. Ta izpoved je pa iz enega drugega dokumentarca, ki ima pa naslov Greasy Palms, kar bi lahko prevedli spolzke palme, kot sva se danes pogovarjali že, ker pravzaprav za temi palmami se cel sistem skrije, pravzaprav se popolnoma skrije struktura celega sistema izkoriščanja, pravzaprav spolzi z vidika za to spolzke palme. No, seveda ni dvoma o tem, kako močno čutijo posledice, ampak bi lahko rekli, da pa se zavedajo oziroma da razumejo vzroke, ki so pripeljali do tega položaja, v katerem so. Mislim, ne moramo govoriti za ljudi v njihovem imenu, ampak jasno je, da percepcija je nekje, kako se zadeve dogajajo na lokalni ravni, predvsem recimo, če to povežemo tudi z Latinsko Ameriko, ker imate pač skvode smrti oziroma eliminatorje, ki delujejo v korist korporacij, ki jih pač najamejo, da tudi vnašajo razdor v lokalno skupnost in nazadnje izkoreninijo tiste, ki se upirajo proti temu sistemu uzurpacije. Ampak nekaj drugega bi rada izpostavila, kajti zelo pomembno je, kako je tudi že uradnik sam poimenoval zemljo, ki naj bi se jo uzurpiralo, in sicer gre za namerno, načrtno prestrukturiranje ideje o tem, kaj zemlja je. In sicer govori o dveh kategorijah zemlje, in sicer neuporabna zemlja in potem zemlja, ki naj bi bila delno uporabna. Ampak neuporabna zemlja je popolnoma neokolonialističen stav s strani tistega, ki misli, da mora biti zemlja kultivirana s stroji, z mašinami in tako naprej. In to se seveda pravzaprav izrablja za to, da se kultivirano zemljo in zemlja, ki je v bistvu obdelovana, ampak na drugačen način, ali pa zemlja, ki je pravzaprav del prehrambene verige v sistemu lokalne skupnosti, da se jo vrednoti kot nevredno oziroma kot neuporabno. V resnici temu ni tako. In v Evropski uniji se uporablja podoben izraz, torej nadomestili so ga neuporabno zemljo, so nadomestili za marginalno zemljo. V EU govorijo o marginal land. To imate noter v EU torej v pogodbah in noter imate redefinicijo, torej ne govorimo več o neuporabni zemlji, kajti očitno je uporabljena in seveda je pomembna pri obstanku življenja in samoohranitvi skupnosti, ampak se jo na ta način ovrednoti kot marginalno. Torej, zakaj marginalno? Kot nekaj, kar je obrobno zunaj sistema kapitalistične načine produkcije, kjer govorimo o agrobiznisih
a ne? Zato marginalna, v resnici pa ni marginalna, ampak je življenjskega pomena za razvoj in obstoj skupnosti same. Torej, spremembe v definiciji, in ko imate takšne definicije, potem na podlagi tega lahko legalizirate tudi odvzem te zemlje. Torej, ne gre samo za nasilje, ki je fizično, ampak gre tudi za verbalno nasilje, ki spreminja koncepte in na ta način seveda upravičuje odvzem zemlje kot take. Kar pa se otrok tiče, bi še to izpostavila. Na teh plantažah imamo seveda, na palmovih plantažah imamo tudi še drugo vrsto nevidnega izkoriščenega dela, to je seveda otroško delo, kajti ti delavci niso plačani po urni postavki, ampak so plačani po količini produktov, ki jih naberejo. Na dan morajo nabrati približno od 1,5 do 2 toni palmovega sadeža in seveda, ker je to nemogoča kvota, pomeni, da morajo pri pobiranju, in to je mišljeno, da je osrednji delavec pač moški član družine kot hranitelj. In seveda to je namerno tako visoko nastavljeno, zato da se potem v to vključi tudi nevidno delo, predvsem žensk in seveda otrok, ki pa jih po teh postavkah ni treba plačati. Ne? Tako da otroci na teh palmovih plantažah od 6. do 10. leta so avtomatično vključeni v to nabiralništvo. In seveda zato pač tudi oni ne morejo iti v šole, preprosto, ker so že pri 6 letih pretvorjeni v suženjsko delovno silo. No, samo na to bi se malo navezala še na to verbalno nasilje in redefiniranje in pravzaprav poimenovanja, ki so pa pravzaprav ta poimenovanja se vzpostavljajo glede na dobiček, ki ga določeno področje prinaša potem svetovnim velesilam. Tako recimo, to je bilo pa tudi v tem prvem dokumentarcu izpostavljeno, ko je ta podpredsednik enega izmed teh podjetij, ki ima strani vlade dodeljene koncesije na tem področju, je rekel, kaj pa si naj začnemo z neprofitabilnim gozdom. Pravzaprav pa gre za deževni gozd, ki pravzaprav nudi kisik za preživetje, ki pravzaprav je naravni habitat veliko živalskih vrst, pravzaprav dom domorodcev, kot smo videli in tako naprej. Ne samo to, v bistvu smisel teh podjetij, njihov dobiček je dvojen. Ne gre samo za palmovo olje. Ponavadi, ko dobijo koncesije, gre za načrtno izpuljanje, dobesedno izpulijo drevesa, ki se jih bo zelo drago prodalo, a zato ne plačajo nobene koncesije, ker to je del tega, da oni imajo pravico do da pač razvijajo industrijo palmovega olja. Torej, prva stvar, ki jo dobijo zastonj, je les. In to se pa potem tudi legalno prekategorizira in se vzpostavijo prav kategorije gozda, ki se ga lahko seka. Točno tako. In zato tudi ta izraz neuporabna zemlja, ampak seveda ta zemlja je dobesedno bonanza, tako rekoč. In druga stvar so tu še zdravilne rastline, torej ne govorimo samo o palmovem olju, na to se lepi še cela vrsta drugih industrij, govorimo seveda tudi o farmacevtski industriji, preden se ti gozdovi posečejo, uničijo, oni dobesedno usrkajo, pošljajo tako imenovane lokalne lovce na znanje, pošljajo te ljudi in seveda pridobijo rastline in pridobijo tudi lokalno znanje o uporabnosti tovrstnih rastlin in tvorijo svoje zasebne banke z rastlinami, hkrati pa na te rastline, ki si jih apropriirajo, postavljajo lastniške patente. Torej dejansko gre še za eno drugo obliko razlastninjenja, kajti te države potem morajo tovrstna zdravila odkupovati za ogromno visoko ceno. Namreč gre pa seveda za lokalno znanje, ki je potem apropriirano na račun vzpostavljanja lastniških pravic ali pa avtorskih pravic, ki pripadajo korporacijam. Torej gre za cikel. No pa mogoče še eno tako zavajajoče lingvistično sredstvo, da se pravzaprav vse to izkoriščanje, multilateralno lahko rečemo izkoriščanje, vsa ta devastacija pravzaprav zavajajoče predstavlja kot napredek. Napredek oziroma celo kot zelena propaganda. Ali pa tudi kot zelena propaganda.
namreč istočasno te ista podjetja govorijo o, izraz je bil sustainable, torej, trajnostni razvoj, ne? Gre za trajnostni razvoj. Torej, gre pravzaprav za zeleno propagando, zato da lažje potem plasirajo svoje izdelke, v resnici pa za tem seveda stoji popolnoma izkoriščevalska veriga. No, to je recimo biogorivo, ki je bilo izpostavljeno v prvem dokumentarcu, kot pravzaprav energetsko učinkovito, ekološko zeleno gorivo. Ja, kako je lahko zeleno, če imate British Petroleum, ki seveda je globalni onesnaževalec in hkrati pogledate njihove reklame na CNN-u ali pa pogledate tudi Shellove reklame na CNN-u in se absolutno propagirajo kot seveda okolju prijazna družba. Hkrati imate katastrofo, ekološko katastrofo v Mehiškem zalivu, in imate tudi ekološko katastrofo na Aljaski zaradi novega načina prečrpavanja oziroma koriščenja nafte prav tam. Okay, zdaj sem pozabila, kaj je bilo. Zelena propaganda, pa bi mogoče kar, kot si jo že omenila, bi mogoče, ja, ampak ima pa zelo pozitiven prizvok v današnji družbi in trajnostni razvoj in zelena energija in tako naprej. In pravzaprav zelo popularna in trendovska, ne, hkrati pa profitabilna. In pravzaprav lahko bi rekli, da skoraj da ni podjetja več, ki ne bi želelo biti zeleno podjetje oziroma eko podjetje oziroma družbeno odgovorno podjetje. In pravzaprav podjetja pravzaprav kar tekmujejo druga z drugim, ne, katero bo bolj vključeno v trajnostni razvoj ali pa recimo bolj prikazano kot eko oziroma zeleno podjetje. No, jaz bi upozorila mogoče na eno knjigo tukaj, ki sta jo napisala Fred Magdoff in John Bellamy Foster. Naslov knjige je What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism. In sicer imate v tej knjigi poglavje Can Capitalism Go Green? Zdaj, kaj je mogoče taka ena mainstream strategija, ki pa je pravzaprav tudi prednostna strategija vseh konferenc o klimatskih spremembah, okoljskih problemih in tako naprej, ki je bila tudi prednostna strategija na klimatski konferenci oziroma na konferenci o klimatskih spremembah v Kopenhagnu, je ta, da je največja odgovornost za okoljske probleme na korporacijah. Se pravi na tem, da korporacije ponujajo čim boljše, čim bolj učinkovite nove produkcijske prakse, kamor bi lahko, ne vem, recimo prišteli tudi na agrarnem področju, recimo pridelavo organske hrane, recimo med te možne produkcijske prakse, ki naj bi vplivali na rešitev okoljskih problemov, ki pa pravzaprav dejansko zamegljujejo, ne, zaradi tega, ker milijo učinke sistema in pravzaprav zamegljujejo potem dejanski problem. In pravzaprav no, mogoče bi prebrala navedek iz Guardiana, ki je povzel poročilo te konference v Kopenhagnu o klimatskih spremembah. In sicer klimatske katastrofe ne bo preprečilo omejevanje ekonomske rasti in masovnega konzumerizma, ampak zeleno potrošniško vedenje, so zatrdili voditelji največjih multikorporacij, kot so Coca-Cola, Tesco in drugi. Se pravi, odgovornost ni na družbi. Se pravi, to je pravzaprav odvračanje pozornosti od družbene odgovornosti, od nas, kot družbeno odgovornih posameznikov, se pravi, ni problem v konzumerizmu, kajti če bomo kupovali izdelke, ne, z oznakami, ne, green recimo, ali pa sustainable, s tem ni nič narobe, ne. Ampak kaj se pravzaprav pa, zdaj recimo, če pa pustiva zdaj ob strani to recimo zeleno propagando teh podjetij in kak imperativ je pravzaprav to za, recimo rast in pravzaprav za, potem se pravzaprav skriva eksploatacija oziroma hipereksploatacija narave in ljudi in živali in tako naprej. Če pogledava samo te ponujene rešitve, te tehnološke rešitve, recimo, ki se spopadajo z globalnimi klimatskimi spremembami znotraj kapitalističnega sistema, se pravi, ne da bi se dotaknili kapitalističnega sistema kot takega. Kakšna je pravzaprav čisto empirično gledano njihova učinkovitost? Zdaj, če smo videli tukaj
proizvodnjo biogoriva, s čim je pravzaprav proizvodnja biogoriva povezana z izsekavanjem oziroma požiganjem deževnih gozdov, se pravi z uničevanjem habitatov domorodcev, z uničevanjem habitatov živali, potem s izpusti toplogrednih plinov, ki potem še znatno povečujejo globalno segrevanje. In dokazano pravzaprav je, da bo pravzaprav to, kar se je naravi z izsekavanjem odvzelo, da se jih bo povrnilo šele čez 400 let, ne prej. Kaj pravzaprav kje rezultira pravzaprav ta po eni strani povečana energetska učinkovitost? Pravzaprav v ekspanziji kapitalističnega ekonomskega sistema in ta je znana recimo tudi kot Jevonsov paradoks. William Stanley Jevons je bil ekonomist iz 19. stoletja, ki je pravzaprav prvi opozoril na tole razmerje med energetsko učinkovitostjo novih surovin in kapitalizmom v svoji knjigi Problem premoga, The Coal Question. Mogoče... Preden to razložim, mogoče potem tovrstni tehnološki preboji, učinki in podobne zadeve. Torej, biogorivo bi lahko pravzaprav ovrednotili kot agrogorivo, oziroma gorivo agrobiznisov, dobesedno. Namreč njihova energetska učinkovitost je minimalna ali pa je sploh ni, zaradi tega, ker se seveda ta ogljični odtis popolnoma porazgubi. Kajti za biogoriva vi pač morate najprej pridelati ustrezne pridelke, potem tu gre zraven tudi uporaba vode, torej gre za irigacijo, gre za odvzemanje vode lokalni skupnosti in to ponavadi vodi v znižanje vodne ravni in seveda v veliko sušo pri malih kmetih, medtem ko je ta voda zopet apropriirana prav za te velike plantaže. Potem gre, torej recimo, če vzamemo koruzo ali pa če vzamemo kakšno, ali pa, če vzamemo tudi palmovo olje. Pravzaprav ta postopek je zelo kompleksen, kajti najprej je treba vse to pridelati, potem je to treba odpeljati do predelovalnic. Te predelovalnice, recimo v primeru palmo, in tu rabite seveda nafto, ne rabite vi tako metanola pa etanola. In ko to prinesete pripeljete do predelovalnic, kot smo slišali, to mora biti pridelano v 24 urah. Te predelovalnice ustvarjajo popolno nesnago, kajti za prečiščevanje tega olja rabijo zmes masti, strtih školjk in vode, kar pomeni, da zopet torej odvzemajo vodo lokalnemu prebivalstvu. In vi morate imeti vsako tako predelovalnico na 4000 hektarjev. To pomeni, da imate ogromno takih predelovalnic in seveda tudi ogromen okoljski učinek v negativnem smislu. Torej vi morate tudi te predelovalnice postaviti, to vse stane, torej to ni nekaj, kar samo ekstraktirate, kot recimo. Potem je treba fermentirati, za kar se zopet rabi voda in treba je potem destilirati. Torej, že ta sam proces je intenziven, tako po delovni sili, kot po infrastrukturi, kot seveda tudi po porabi energije. In stvar je v tem, da tu se rabi nafta in rabi se tudi plin in tako naprej. Torej, ta biogoriva predstavljajo v bistvu 10% goriv, ki se jih potem lahko porabi. Vam dam samo en primer, recimo, če vas zanimajo tovrstni podatki, recimo energetski učinek je ničen oziroma pravzaprav gre za večjo porabo energije pri predelavi biogoriv od seveda teh navadnih karbonskih in sicer za 80 do 166% večjo porabo energije. Zakaj pa je to, v čem je pa smisel biogoriv? Smisel biogoriv je, ker se seveda vele sile zavedajo, da jim primanjkuje in da se bo znižala ekstraktnost nafte in seveda ustvarjajo rezerve.
to je to. Ustvarjajo rezerve in na ta način ohranjajo produkcijo na isti ravni, torej ohranjajo kapitalno rast. V tem je smisel, torej rast potrošnje. Torej to se s tem podpira. In zato je to del kapitalističnega sistema eksploatacije in pretirane konsumacije, kajti kapital, ekstra dobički temeljijo tudi na temu, da se delajo, seveda mi vemo, stvari na določen rok, zato da se jih ponovno izdela in da se jih ponovno kupi, če zelo preprosto karikaturno pove. Torej, v smislu tega je ekstra produkcija, ker povečana konsumacija pomeni povečano eksploatacijo. No pa mogoče še Gibbonsov paradoks razloživa. To je pa druga Marksova postavka, kajti mi vemo, seveda prva Marksova postavka je, kako vi povečate že tako profit, ki je že tako eksploatacijsko pridobljen. Torej, na en način ga povečate tako, da nadobremenite delavca in delavca podplačate, hkrati delavec seveda mora opravljati še kakšno drugo rezervno delo zraven, torej plačanje pa samo za eno. Druga ekstra profitna marža pa izhaja še iz tega, da, če povem zelo poenostavljeno, mogoče bo se slišalo vulgarno, ampak moram poenostavljeno. Torej, drugi ekstra profit izhaja seveda iz vlaganja v tehnologijo, s čimer se poveča zopet produkcija, se ne zmanjša, kajti to pomeni, da če ima delavec tehnološko podporo, ponavadi pomeni, da ta tehnologija, tisto delo, ki bi ga delavec opravil v 8 urah, ga lahko opravi v 6 urah, ampak delavec bo še vedno delal 8 ur, kar preprosto pomeni povečano produkcijo in povečano stopnjo eksploatacije za ekspanzijo ekstra profita. In to je pač ta druga Marksova postavka oziroma paradoks, ki ni paradoks v kapitalu. No, zdaj pa še zadnje vprašanje. Pa bi mogoče zadnje vprašanje uvedla s krilatico. Hrana, ki pravzaprav povzame to, o čemer smo danes govorili, hrana manjšine postaja lakota večine. To, da eni druge zatirajo, se imenuje zahodni slog življenja. No in kaj se pravzaprav, kako se pa v ta zahodni slog življenja danes umešča veganstvo? Žal se veganstvo oziroma promocija veganstva velikokrat prenastavlja in preusmišlja in se pravzaprav veganstvo promovira kot eden od zahodnih potrošniških življenjskih slogov, se pravi kot zdrav način življenja, ne način življenja, ki je dober zate, za naravo, za okolje in tako naprej. In se pravzaprav izgublja pravzaprav to, kar bi moralo biti osnova veganstvo, se pravi veganstvo kot eno izmed gibanj za pravičnost. In veganstvo, če ga razumemo v prvotnem smislu, v pravem smislu, se pravi kot gibanje proti izkoriščanju in proti zatiranju, v čimer je pravzaprav del nasploh vseh protiimperialističnih in protikapitalističnih gibanj, se pravzaprav ne bi smel reducirati ne na en življenjski slog in tudi ne zagovarjati oziroma delovati v smislu zgolj zagovora živali, ne da se pri tem pozablja oziroma se sploh ne misli na to, kako so pa potem še ob tem zatirane določene skupine ljudi. Kajti recimo veganstvo se velikokrat promovira prav s trženjem in promocijo izdelkov, ki dejansko v okviru globalnega kapitalizma so povečanje dejansko s prizoriščem množičnega izkoriščanja, kot smo videli dejansko. In v bistvu širjenja nezdravja, kajti gre za obliko priklenjanja ljudi na točno predpisane določene izdelke, za katere smo videli, da imajo svoj vir ne samo v eksploatacijskih odnosih, ampak v popolnoma zastrupljenih odnosih prav tako. Torej, tu gre potem za verižni cikl, zopet veganstvo postane kooptirano in je postavljeno v tržno nišo. Torej, ljudje sami samo zopet relacijsko delujejo v odnosu do ponujenih in objektov, nikakor pa ne med sabo kot seveda politično gibanje. In seveda, če vi potem pristajate na te izdelke, pomeni, da lahko uvajate izredno elitističen pogled na ljudi, misleč, da živite zdravo, ne sprašujete pa se, zakaj pa morajo ostali živeti nezdravo in zakaj pravzaprav tudi jaz živim le navidezno zdravo. Ne? V vseh pogledih besede zdravo, ker je potrebno odmisliti eksploatacijske odnose, pri katerih neposredno participiramo in jih podpiramo. Podpiramo z mislijo na to, da smo izvzeti z veganstvom iz tega sistema. Nismo.
Torej, veganstvo ne odpravlja eksploatacijskih odnosov. Lahko jih, če je politično zaveščeno in seveda vgrajeno v sistemske spremembe. No, jaz bi zdaj s tem zadnjim stavkom zaključila. Najlepše se